Pozdravljeni! Začenjamo z letošnjo serijo prispevkov posvečenih komentarju novic in tudi tokrat si bomo kot običajno pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes sem pripravil 4 različne sklope, v katerih bomo skušali razumeti vse tisto, kar pravzaprav po mojem videnju ni dobilo dovolj pozornosti pri drugih virih Formule 1. In kot običajno tudi tokrat, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do izvirnikov navedene v samem opisu. A lotimo se kar prve današnje teme, ki bo marsikoga malce presenetila. Prva izjava Frederika Vasserja je bila vse prej kot optimistična. O njej smo lahko brali na spletnem portalu Race Fans 1. januarja. Frederik Vasser je dejal, da ne ve, če bo letošnji Ferrari bistveno boljši od lanskega. Tega v tem trenutku praktično ne ve nihče. In po svoje ima prav, namreč dokler ekipe ne bodo skupaj na isti progi v istem času, nihče ne bo mogel zagotovo reči, kdo je boljši, kdo je slabši, in lahko pričakujemo, realno gledano, isto razmerje moči kot lani. Ampak po drugi strani bi lahko bil glavni odgovorni pri Scuderii malce bolj optimističen. Ne trdim, da mora obljubljati nekaj, kar je nerealno, ampak vsaj bi lahko dejal, da se trudijo približati Red Bullu in da verjetno jim bo to letos uspelo. In seveda pogojnik je tu obvezno uporabiti, ampak vsi, ki imamo radi Formulo 1, pričakujemo, da bo Ferrari na primer boljši kot lani. A po drugi strani je tu treba poudariti nekaj, da nekateri novinarji znajo takšne izjave nekako spremeniti v preveč optimistične napovedi. Sam sem zasledil nekaj podobnega 3. januarja na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. Pri Ferrariju so brez težav šli čez tako imenovani crash test za razliko od Red Bulla. In kar naenkrat, po mnenju Franka Nunjesa, je Ferrari postal prvak pri prehajanju tega testa, kar pa je, bodimo iskreni, čista poetska izmišljotina. Seveda ustvarja neko vzdušje, ki je daleč od realnosti, ampak po mojem osebnem mnenju je bolje vzeti neko srednjo pot. Seveda ne obljubljati nekaj, kar je nerealno, ampak tudi biti preveč konzervativen verjetno je nepotrebno. Videli bomo že čez nekaj tednov, kakšen bo nov Ferrari in kakšen bo nov Red Bull. Ampak v tem času bi se lahko marsikomu ponudilo nekaj, kar bi se lahko izkazalo v bližnji prihodnosti tudi za neko pozitivno presenečenje. A seveda moje osebno mnenje, verjetno Frederik Vasser, je raje malce bolj konservativen in na to preseneti svoje navijače. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v resnici. A pojdimo k našem drugem današnjem sklopu. Ste se spraševali med lanskim letom, katera je največja šibka točka Red Bulla RB19? No, v članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu GP Blog 2. januarja, nam je na to vprašanje odgovoril sam Adrian Newey. Najšibkejša točka Red Bulla RB19 je bila težava pri ogrevanju pnevmatik pred kvalifikacijskim krogom.
In to je lastnost, v katero so pri Red Bullu šli dobesedno zavestno. Namreč opazili smo lahko, da predvsem Perez je imel velike težave v tistem poizkusu na en sam hiter krog. In to je nekako bilo poznati tudi na sami dirki, predvsem ker je Perez mnogo velikih nagrad začel v ozadju. Ampak po drugi strani verjetno nihče ni razmišljal v nasprotni smeri, ker bolid, ki hitro ogreje pnevmatike, lahko le-te na sami dirki tudi z veliko enostavnostjo pregreje, kar pomeni prihod degradacije, kar smo videli, na primer pri skuderiji Ferrari. Torej, lahko bi dejali, da pri Red Bullu so model RB19 nekako prilagodili tistemu, kar se je dogajalo na sami dirki in ne toliko na kvalifikacijah, kar smo videli mnogokrat, ko sta predvsem Max Verstappen, ampak tudi Sergio Perez, kljub temu, da sta lahko začela dirko v ozadju, z lahkoto prišla na prva mesta. A seveda majhna tolažba, a po drugi strani lahko vidimo, v kateri smeri so razmišljali inženirji, ki so osnovali model RB19. Ne toliko samo na tisti rezultat v soboto, ampak predvsem glede na tisto, kar se lahko doseže v nedeljo. In to je glavno, kajti točke se podelijo na dirki za veliko nagrado in ne na kvalifikacijah. A pojdimo k današnji tretji temi, ki je prav tako presenečenje. Z novim letom je ekipa Sauber tudi uradno spremenila ime. Tisto prvotno rahlo daljše so skrajšali na Stake F1 in o tem smo lahko brali v raznih člankih. Sam navajam tistega, ki je bil objavljen 1. januarja, naprimer na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. Ampak tudi na uradnih, množičnih družbenih omrežjih ekipe Sauber smo lahko videli, da nam pripravljajo neke vrste presenečenje. Sedaj vsakdo izmed nas se lahko odloči, ali mu je ime všeč ali ne. Mene Stake F1 spominja na neko verigo restauracij, kjer bi lahko naročili zrezke, ampak priznam vam, da Stake kot podjetje meni osebno je čista neznanka. In verjamem, da tisti, ki vlagajo denar v to strukturo, so izjemno zadovoljni, da lahko svojo znamko na tak način propagirajo. Ampak po drugi strani bi se veljalo zamisliti tudi nad tem, da določene ekipe v Formuli 1 imajo neka tradicionalna imena, ki nekomu, navdušencu, nekaj povedo. Meni osebno se zdi to rahlo neposrečen izbor, ampak kdo sem, da bi lahko kritiziral? Vsakdo izmed vas ima seveda lahko svoje lastno mnenje. Nekaterim bo všeč, drugim pa ne. A v izogib nerazumevanju je treba poudariti še nekaj. Sama šasija se bo uradno še zmeraj imenovala Sauber. Kljub temu, da so temu imenu pridodali tudi Stake, pa ne smemo pozabiti na drugo znamko King. In seveda ime bo C44. Kakšen bo nov bolid te švicarske ekipe, bomo pa seveda spoznali kmalu. Do takrat poglejmo še našo četrto in zadnjo današnjo temo. Za konec pa še novica, ki sem jo zasledil na angleški verziji spletnega portala motosport.com 2. januarja. Fernando Alonso je kupil Aston Martina, ki je tekmoval v seriji DTM. Seveda rahlo predelanega takega, ki ima tudi sopotniški sedež in zaradi tega manjši rezervoar za gorivo.
Namreč Aston Martin, ki je sedaj v lasti Fernanda Alonsa, je eden izmed 5, ki so ga pri ekipi HWA predelali in z njim eno sezono nastopali v tem nemškem prvenstvu turnih avtomobilov in pravzaprav s katerim niso dosegli nekih velikih uspehov. Začelo se je špekulirati, kaj s tem namerava Fernando Alonso, a sam menim, da je vozilo dobil po precej znižani ceni, kajti pri HWA teh vozil niso bili sposobni prodati tako hitro, kot so si želeli, še zmeraj imajo 2 šasiji na grbi in tista, ki je v lasti Fernanda Alonsa, je bila ona testna. Seveda Fernando Alonso z Aston Martinom je kar lepo napravil nekaj demonstracij na progi in seveda tako pritegnil nekaj pozornosti, ampak konec koncev menim, da gre bolj za komercialni prijem oziroma zabavo. Da bi Fernando Alonso razmišljal o kakšni selitvi v DTM ali karkoli podobnega, se mi zdi, vsaj meni osebno, čista izmišljotina, čeprav verjamem, da razni avtorji bojo takoj zagrabili za idejo. Fernando Alonso se verjetno udobno počuti za volanom bolida Formule 1 in nič drugega. Pred leti nam je pokazal, da zna biti uspešen tudi v drugačnih kategorijah, ampak na koncu kam se je vrnil? V Formulo 1. Zato takšne geste moramo razumeti seveda z določeno mero rezerve. Fernando Alonso zna takšne priložnosti dobro izkoristiti in izrabiti. Prihaja do tiste pozornosti, zaradi katere je tudi verjetno dobil vozilo s kar veliko mero popusta. A seveda to ne pomeni, da pravzaprav Fernando Alonso nima rad znamke Aston Martin in da verjetno, ukolikor se bo ponudila priložnost, bo kariero tudi nadaljeval s to ekipo do konca. A do konca smo prišli našega prvega letošnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.